Ali poznaš kralja Salomona? Za tiste, ki ne vedo, je bil on sin kralja Davida in je postal tudi kralj Izraela v 10. stoletju per Neštondeštatelem. Oznen je bil ne le po svojem bogastvu in moči, ampak predvsem po izjemni modrosti, ki mu jo je podaril Bog. Ampak imamo še nekaj drugega. Ali veš, da so sredi Jeruzalema odkrili tunele in sobe polne zlata? In to še ni vse, ker vsebuje tudi napise in skrivnostne simbole, ki so na videz neposredno povezani s kraljem Salomonom. Ta video je kar osupljiv. Saj so že od nekdaj verjeli, da gre le za legendo, vendar so jo zaradi spretnosti in predanosti strokovnjakov odkrili. In veliko vprašanje zdaj je, ali je res, da je vse to povezano s kraljem Salomonom in ali je res, da so tukaj našli tudi kraljevo grobnico. In to bomo izvedeli, toda preden začnemo, ne pozabite všečkati in se naročiti na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Izgubljena grobnica Salomona. Pod hribi Jeruzalema se skriva zgodovina in skrivnost, ki je bila zakopana že tisoče let. Toda danes se zdi, da se je del preteklosti ponovno pojavil. Dolgo časa so ljudje iskali tako imenovano izgubljeno grobnico kralja Salomona. Nekateri verjamejo, da je to le legenda, toda novo odkritje je dalo nov zagon tej stari skrivnosti. Salomon ni bil navaden kralj. Bil je sin kralja Davida in po Svetem pismu eden najmodrejših in najbogatejših kraljev v vsej zgodovini Izraela. V njegovem času je kraljestvo močno zraslo, v državo je prišlo ogromno zlata, trgovina se je okrepila in tam je bil zgrajen prvi tempelj v Jeruzalemu. Ta tempelj je bil opisan kot mojstrovina, zgrajen je bil iz lesa iz Libanona, okrašen s čistim zlatom in kamni, popolnimi kot dragulji. A vendar je bil Šalamon znan še po nečem več kot po svojem bogastvu, po svoji modrosti in pravičnem sojenju. Najbolj znana zgodba tukaj je o dveh ženskah, ki sta se prepirali za dojenčka. Ko je Šalamon predlagal, da otroka razpolovijo, je ena od žensk prostovoljno odstopila otroka in tako so vsi izvedeli, katera je prava mati. Prepoznan je bil kot simbol pravičnosti in modrosti. Njegovemu šarmu niso ušli niti voditelji iz drugih kraljestev. V njegovo deželo je prišla celo kraljica iz Šebe, s skrinjo zlata, začimbami in dragocenimi dragulji. Ob koncu njunega srečanja je kraljica priznala, da sta modrost in moč Salomona presegli vse, kar je kdaj slišala. Toda kljub številnim zapisom in podatkom o njegovem življenju, ostaja eno veliko vprašanje. Kje je njegov grob? Ni jasne oznake, niti sarkofaga, niti odkrite sobe, ki bi dokazovala, kje je bil pokopan. Nekateri pravijo, da je to skrito pod tempeljskim gričem, medtem ko drugi verjamejo, da je v jamah ali skrivnih prehodih, ki so jih namerno zaprli, da jih ljudje ne bi nikoli našli. Minila so stoletja in tisti, ki so iskali njegov grob, so bili neuspešni. Zato je veliko ljudi izgubilo upanje in verjelo, da bo grob Salomona ostal le legenda. Vendar pa je prišlo do naključnega odkritja. Po močnem dežju se je v zemlji pojavila razpoka in ta je dala novo smer iskanju. Po besedah prič se je zdelo, razpoka nima naravne oblike. Tu nastopijo sodobni arheologi. S pomočjo radarskega pregleda tal so odkrili tunele, ki jih ni ustvarila narava, temveč človek. Globoki, trdni in kot da so bili namenoma skriti. Vsak njihov korak pri izkopavanju je bil nevaren. Ena sama napačna poteza bi lahko povzročila zrušitev celotnega območja. A vendar so kljub nevarnosti nadaljevali. In medtem, ko so nadaljevali z izkopavanjem, je skrivnost postajala vse globlja. Tisto, kar so našli, ni bila le stena ali prehod, ampak sledi zgodb starih 3000 let. Toda ali je to res grobnica, ki so jo iskali, grobnica kralja Salomona, ali pa je to le past časa? Je to igra, ki jo je ustvarila zgodovina, da bi njegova legenda ostala živa? Neusmiljeno iskanje Salomonove grobnice. Stoletja dolgo je bilo iskanje grobnice kralja Salomona kot lovljenje sence. Že od časa vitezov in srednjega veka so resnično kopali po tempeljskem griču, da bi našli Salomonovo grobnico. Prišlo je celo do tega, da so v 19. stoletju izkopavali tudi griče Judeje in vse njihove odprave so se končale brez uspeha. Ponavljajoče se razočaranje, ponavljajoči se neuspehi. Mnogi so na koncu verjeli, da grobnica sploh ne obstaja.
Drugi so krivili napačen zemljevid, nesrečo ali preprosto domišljijo. Ko je prišlo 21. stoletje, so skoraj vsi strokovnjaki obupali nad iskanjem. A prišlo je do preobrata. Doktorica Emily Carter, arheologinja, bolj znana po starih dokumentih, je v starih zapisih naletela na nenavaden namig. Sredi starih hebrejskih zapisov je našla te zapise, davčni zapisi, ki prikazujejo plačila, poslana na kraj, ki ni omenjen v uradnih dokumentih. Ta kraj je blizu Davidovega mesta, kraja, ki je bil namenoma skrit, dokler ga zgodovina ni povsem pozabila. Po besedah enega lokalnega zgodovinarja, če koplješ v Davidovem mestu, boš vse, kar izkoplješ, res našel zapisano v Svetem pismu. Kljub temu pa s sodobno tehnologijo, kot je radar za pregledovanje tal, lahko pogledamo pod površje. Ob trdi skali je njegova skupina začela raziskovati na enem robu območja, vendar pa ni bilo vse enostavno. Zemlja je prekrita s trdim apnencem. Kraj je zelo nevaren in se še vedno seseda. Kljub vsemu so nadaljevali, dokler nekega dne močno deževje ni odprlo majhno vdolbino v tleh. Arheologi so opazili, da ima nenavadno obliko. Ko so ga skenirali z radarjem, so opazili utrip, ki prihaja izpod površja. Predori. Jasno je, da je delo človeških rok globoko in skrivnostno. Prve analize so pokazale, da je bil ta prehod izklesan neposredno v skalo. Globok je približno 13 metrov, toda to ni navaden predor. Obstajajo lažne poti, namenoma narejene, da zmedejo morebitne roparje grobnic. Kot labirint, zgrajen za zaščito skrivnosti. Medtem ko je opazoval simbole in risbe okoli sebe, je dr. Carter sestavljal fragmente starega pisma, ki je očitno dajalo navodila. Znaki, ki jih bodo pripeljali bližje pravemu vhodu. To ni prijeten kraj, niti ni očiten, a jasno je, da je bilo vse namerno narejeno. Namigi, da je nekaj skritega na koncu, skrito v sami tišini zemlje. A vendarle, po mnenju strokovnjakov, vidijo le majhen del celotne strukture. Če je to res povezano s Salomonom, ostaja večji in pomembnejši del še vedno skrit na samem koncu. In samo čaka, da bo ponovno odkrito. In bolj ko se približujejo, močnejši je občutek, da se pod zemljo že dolgo skriva velika skrivnost. Razbijanje Salomonovega ščedavnega pečata. Predstavljaj si kamniti zid, ki ni le ovira, ampak tudi opozorilo. Pod starodavnim tunelom, ki ga izkopava ekipa doktorice Emily Carter, so našli ogromen kos kamna. Gre za kamnito ploščo, ki je bila postavljena ne le zato, da skrije sobo, ampak da jo zaščiti pred vsakomer, ki bi poskušal vstopiti. To ni navaden kamen. Okoli njega so lažni prehodi in pasti, pripravljene, da se zrušijo ob napačnem koraku. Pametno zasnovano, da bi se roparji grobnic udali. To je kot starodavni varnostni sistem, ki ne uporablja kovine ali sodobne tehnologije, temveč zgolj bistrost in spretnost starodavnih inženirjev. Medtem ko je pregledoval znake okoli vhoda, je dr. Carter opazil nenavadno rezbarijo na kamnu. 7 črt, 7 simbolov, razporejenih v vzorec, ki kot da odraža 7 ljudi. Konstrukcija prvega templja. To ni bila preprosta dekoracija, ampak kot da je ključ, uganka, ki jo je treba rešiti, da bi lahko prešli naprej. 3 dni je ekipa neprestano delala. Z laserskimi skenerji in sodobno opremo so preučevali vsako črto, kot da onesposabljajo bombo. Vsako gibanje, vsak dvig kamna je spremljala napetost. Ker so vedeli, da lahko že ena sama napačna poteza povzroči zrušitev in konča vse. Dokler ni prišel trenutek, ko se je zaslišal močan pok, za njim pa prah, ki je padel s stropa in plošča se je počasi premaknila. Ni se ni odprlo gladko ali hitro. Bilo je kot pošast, ki se počasi prebuja iz spanja. Postopoma se je pojavila temna razpoka. Zdelo se je kot vhod v jamo, ki je dolgo časa ostala zaprta. Vse je bilo tiho. Nihče ni spregovoril, nihče se ni premaknil. Čutili so, da se za temnim prehodom skriva zgodovina, ki še ni bila razkrita. Zgodovina, stara 3000 let. Niso vedeli, kaj jih čaka. Je to bogastvo, zgodovina ali pa prekletstvo, ki je že dolgo ujeto v temi. Vendar je ena stvar jasna. Z odprtjem tega pečata se je začelo novo poglavje skrivnosti kralja Salomona. Skrita bogastva kralja Salomona. Ob prvem blisku svetlobe iz njihove svetilke je ta zadela nekaj, kar je sijalo. Zlato.
In v hipu se je vse ustavilo. Nihče ni spregovoril, nihče ni dihal. Kot da so vse legende, v katere so verjeli, nenadoma postale resnične pred njihovimi očmi. Pod Davidovim mestom so odkrili sobo, ki se zdi, da je ni nihče dotaknil že 3000 let. Vsak njen kot je bil poln bogastva, za katerega so nekoč mislili, da obstaja le v domišljiji. Ob stenah so bile postavljene zlate posode. Vsaka ima izrezljan starodavni hebrejski napis, ki se blešči, kot da je pravkar bila spolirana. Na koncu sobe stoji ogromna menora, 7-kraki svečnik, ki je po zapisih stal v prvem templju. Toda razlika je v tem, da to ni replika, ampak kot da je prav original, ki je bil uporabljen pred 1000 leti. Njegova teža in natančna izdelava sta vse osupnila. Predvsem pa zato, ker zdaj držijo v rokah dokaz, ki ga je zgodovina tako dolgo iskala. To ni samo zlato in srebro. Na robovih so kosi svile, ki so sicer že zbledeli, a kažejo na povezavo Salomona z oddaljenimi trgovskimi potmi vse do Indije in Afrike. Obstajajo tudi rezbarije iz slonovine, majhne škatlice, ki vsebujejo nakit smaragdi, rubini in lapis lazuljem. Eden od arheologov je zašepetal, da v primerjavi z Britanci to izgleda kot rabljena roba v primerjavi s tem, kar vidimo zdaj. Ko so odprli zapečateno posodo, se je razširil vonj po žafranu, kadilu in nenavadnih citrusih, kot da bi bili še vedno sveži. Vonj, kot da bi pripotoval iz preteklosti, a bolj ko so odkrivali, več vprašanj se je pojavljalo. Bili so simboli, ki jih niso mogli prepoznati, in vzorci, ki niso ustrezali obdobju Salomona. Nekateri pravijo, da jih je morda dodal kakšen drug kralj, morda njegov sin Roboam. A karkoli je že odgovor, jasno je, da ta soba ni bila zgolj skladišče. To je bilo sporočilo, ki so ga pustili, da bi ga ponovno odprli ob pravem času. Zato so previdno preučili vsak kos. Z laserskimi skenerji so vse pregledali, preden so se česarkoli dotaknili, ker so vedeli, da je dovolj že ena napačna poteza. In priložnost, da bi ponovno povedali poglavje zgodovine, ki ga je puščava varovala stoletja, bi bila izgubljena. In medtem, ko so strmeli v zlato menoro, jim je v mislih odmevalo samo eno vprašanje. Če je to bogastvo Salomona, kje je potem njegov grob? Skriti simboli Salomonove grobnice. Potem, ko so jih očarala bogastva, ki so jih videli, je njihovo pozornost še bolj pritegnilo nekaj drugega. Nenavadni vklesani motivi na steni. To niso bile preproste okrasitve. V soju njihovih bakel so se pojavile oblike in linije, ki so se zdele, kot da imajo svoje življenje. Sredi teh oznak je bila posebej opazna oblika zvezde. Ostra, natančna in skoraj enaka simbolu, ki ga povezujejo z legendo o Salomonovem pečatu. Po starodavnih zgodbah naj bi ta pečat kralj uporabljal za ukazovanje duhovom in zaščito svojega kraljestva. Zdaj je tukaj, vklesan v kamen, kot da je bil namenoma puščen kot dokaz njegove moči. A to še ni vse. Te črte niso zgolj umetnost. Obstajajo vzorci, ki so kot načrt, razmerja in koti, ki so videti kot zasnova za strukturo, naprednejšo, kot bi pričakovali za njihov čas. Eden od arheologov se je pošalil, kot da beremo Salomonov zvezek iz višje matematike. V enem kotu sobe je bilo zloženih nekaj glinenih tablic, polnih hebrejske pisave. Nekatere so bile še vedno jasne, druge pa je čas skoraj izbrisal. Ena od tablic opisuje mere templja. Skoraj enako, kot je zapisalo v prvi knjigi kraljev. Vendar pa so nekatere bolj skrivnostne. Razporeditev besed je bila kot uganka, ne preprost zapis. Ena vrstica je omenjala ključ, povezan je bil s skritim znanjem. V mislih dr. Carterja se je takoj pojavila legenda o Salomonovem ključu. Stara knjiga ritualov in skrivnostnega znanja, ki jo pogosto imajo za izmišljotino. Toda kaj, če so te tablice pravzaprav izvor te legende? In preden so jih lahko podrobneje preučili, so v razpoki v steni odkrili nekaj skritega. Škatlo, ki je bila skoraj neopazna. Majhna, skoraj tako velika kot ročna prtljaga, a težka in zapečatena. Na njej je bila vrezana ista zvezda, kot so jo videli na steni. Brez tečajev, brez očitne ključavnice, kot da je bila namenoma zaprta, da je nikoli več ne bi odprli. Vsa ekipa se je tiho približala. Občutili so težo zraka okoli sebe, medtem ko so strmeli v škatla. Niso jo odprli, vedeli so, da je nevarno in da bi lahko izgubili nekaj, česar ne bi mogli nikoli več dobiti nazaj. A vsem se je po glavi podilo isto vprašanje. Je to resnična skrivnost Solomona? Je v njej modrost, ki je bila skrita 3000 let? In če je tako, je svet pripravljen to izvedeti?
Odkritje Solomonove grobnice sproži svetovno polemiko. Najmočnejši potres se ni zgodil pod zemljo, temveč v akademskem svetu. Potem, ko je ekipa prebrala skrivnostni napis na steni, vrstice, za katere se zdi, da jih je napisal sam Solomon, je to takoj povzročilo zmedo po vsem svetu. Z nekaj besedami se je razplamtela razprava, ali je to resničen dokaz o kralju ali pa zgolj zavajajoč vklesani napis prirejen legendi. Podporniki so rekli, to je odločilni dokaz. Slog pisave, jezik in lokacija, vse se popolnoma ujema z obdobjem Salomona, posebej med letoma 970 in 931 prvnega Deneštato. Še nekateri strokovnjaki so pričali, da se vse podrobnosti, od zasnove templja do najdenih zakladov, natančno ujemajo z besedili, zapisanimi v Svetem pismu, vendar so kritiki hitro nasprotovali. Zanje je bilo vse skupaj preveč popolno. Besede naj bi bile kot nalašč oblikovane, da zvenijo biblijsko, namesto da bi bile resnično starodavno besedilo. Nekateri so opazili tudi simbole, ki so bili videti perzijski in so bili pomešani okoli napisa. Če je to res, je lahko bil ta vklesani napis napisan nekaj stoletij po smrti Salomona kot imitacija, ali pa so jo morda ponaredili, da bi okrepili neko zgodbo. Na univerzah in spletnih forumih so razprave postale kot boksarski ring. Profesori so se burno prepirali na panelnih razpravah v živo, medtem ko so nekatere strokovne revije začasno prenehali objavljati nove članke, da bi preučili sporne dokaze. Na naslovnicah časopisov so se pojavljali nasprotujoči si naslovi. Na eni strani Solomon najden, na drugi strani Sveta prevara. Sredi vsega tega je ostala mirna doktorica Emily Carter, ki je dejala: nismo iskali kralja, vendar se znaki vedno znova pojavljajo. Če to ni vredno preiskave, kaj potem je? Zdaj ima vsaka vrstica napisa še večji pomen. To ni le preprosta molitev, zdi se kot oseben glas iz preteklosti. Kralj, ki se sooča z lastno močjo, v zvezdah išče vodilo in je morda pustil edino sled svoje lastne roke. In če je to res, grobnica, ki je bila dolgo časa pod vprašajem, ni več le legenda. To je postalo pravo bojišče. Ne mečev, ampak idej, vere in znanosti. Salomon in Saba, starodavno srečanje v kamnu. Svet religije in zgodovine je bil nenadoma pretresen, ko je Tim prebral nov napis v sobi. Na starodavnem kamnu je bilo vklesano ime kraljice iz Sabe, kot da bi se čas ustavil. To ime ni le navaden lik. Ona je pomembna osebnost tako v Bibliji kot v Koranu, znana kot kraljica, ki je obiskala kralja Salomona, da bi preizkusila njegovo modrost. In zdaj se zdi, da so našli dokaze, da sta se resnično srečala. Novica se je hitro razširila po vsem svetu. Rabini so znova odprli Toro, duhovniki so iskali odlomke v stari zavezi in imami so preučevali suro An-Naml v Koranu, kjer je omenjena ista zgodba. Za nekatere je to dokaz, da svetopismo ni le mit, temveč sama zgodovina. Toda skupaj z navdušenjem je prišel tudi velik dvom. Nekateri strokovnjaki so povedali, da slog razbarjenja ne ustreza obdobju Salomona. Drugi so celo namigovali, da je to morda napisano več stoletij kasneje, zgolj v čast, ali pa še huje, ponaredek narejen za ustvarjanje pozornosti. Politika tudi ni pomagala. Najdišče se nahaja v Jeruzalemu, kraju, ki je že dolgo središče napetosti med različnimi religijami. Zato je vprašanje, kdo ima pravico do te najdbe, še dodatno podžigalo spor. Toda napis ima še globlji pomen. To ni bil zgolj preprost obisk. Omenjene podrobnosti, kot da opisujejo zavezništvo. Povezava v trgovini, diplomaciji in morda celo v izmenjavi znanja med dvema mogočnima kraljestvoma. Če je to res, to pomeni, da sta imela Izrael in Saba močne vezi že pred 1000 leti. Za vernike je to znak, da je sveta zgodba dobila fizične dokaze. Toda za kritike je to opomnik, da je zgodovino mogoče zlahka manipulirati. Zato ostaja vprašanje, ali je to resnični spomin na kraljico in kralja, ali pa le zgodba vklesana v kamen, da bi okrepila vero. In medtem, ko se spor nadaljuje, je ekipa znova nekaj odkrila. Nekaj, kar ni preprosta razbarija, temveč nekaj manjšega, težjega in morda močnejšega od vsega, kar so doslej videli. Zlati pečat Salomona v enem kotu sobe, skoraj neopazno, je skupina nekaj odkrila.
Majhna stvar, vendar težja od vsega bogastva, kar so ga videli. Zlati prstan. Debel, trden in očitno narejen za kralja. Na prvi pogled je bil videti kot star nakit. Toda, ko je svetloba zadela vrezljavo, se je prikazala šesterokraka zvezda, oblika podobna Davidovi zvezdi. Nenadoma je vsa ekipa utihnila. Je mogoče, da je to prav prstan kralja Salomona? Po pregledu so strokovnjaki potrdili, da je kovina skladna z obdobjem 10. stoletja pri Minestim štate. Poda še preden se je to zgodilo, so se govorice že razširile. Je bil ta prstan uporabljen kot kraljevi pečat? Isti znak, ki bi lahko označeval pogodbe v Feniciji, pisma za Šebo ali odloke so utrjevali kraljestvo Izraela? Vendar niso vsi takoj verjeli. Nekateri so izrekli opozorilo. Vendar pa obstaja tudi veliko podobnih prstanov iz 8. stoletja per Naseteneštetn duru, ki jih povezujejo z drugimi kralji, kot je Ezekija. In Davidova zvezda se je po zgodovini razširila precej kasneje. Torej vprašanje je, ali je to res izjemna zapuščina Salomona. Ali pa je to le preprosta družinska dediščina, ki je prišla v njegove roke. Tudi ravnanje z njim ni bilo lahko. Prstan so postavili v ohišje z nadzorovanim kisikom, ga očistili z mikroorodji in preučili z laserskimi skeni vsako črto in vsak detajl. O vsakem detajlu so razpravljali strokovnjaki, kot da bi držali ključ do zgodovine. Če je to res pripadalo Salomonu, je to prva neposredna povezava njegove roke s svetom, ki ga je zapustil. Pravi podpis kralja, ki do danes ostaja legenda. In medtem, ko so bili vsi zaposleni s preučevanjem prstana, so opazili nekaj nenavadnega. Stena, ki je kot da še nekaj skriva. Nova senca, nova vrata in morda nova skrivnost, ki je še večja. Zato med vsemi stvarmi, ki so jih našli. Pozabljene pesmi kralja. Potem, ko so našli zlati prstan, je skupina odkrila še nekaj bolj osupljivega. Na sami steni niso bili vrezani napisi, ampak kot da so bile vrezane glasbene note. Na prvi pogled so bile videti kot navadne črte. Toda, ko je svetloba njihovih bakel padla nanje, se je pokazal jasen vzorec. Ponavljajoče se oznake, skrbno razmaknjene in simboli, ki so očitno nakazovali na starodavne instrumente, kot so harfa, lira in flauta. Bil je celo jasen, uklesen motiv, ki je spominjal na 10-strunsko harfo, povezano s kraljem Davidom, očetom Salomona. Po prvi knjigi Kronik, poglavje 25, je Salomon podedoval ne le prestol, ampak tudi tradicijo glasbe za čaščenje. Zato se zdi, da ti vklesani motivi potrjujejo, da je bila glasba pomemben del njegove vladavine. Eden od pripravnikov v ekipi je poskušal zaigrati preprost vzorec z replikom harfe. Čeprav je bila glasba groba in nepopolna, je prinesla nenavadno srhljiv občutek, kot da je starodavni hvalospev, ki je bil pokopan 3000 let, znova oživel. Toda tako kot pri drugih odkritjih so temu takoj sledili dvomi. Nekateri strokovnjaki so dejali, da je notacija preveč podrobna in napredna za obdobje Salomona. Nekateri so celo rekli, da je to morda vpliv babilonske ali perzijske kulture, ki je bil morda dodan šele po mnogih stoletjih. Kljub temu, ne glede na to, od kod je to prišlo, je bil učinek enak. V temni sobi se ni več zdelo, kot da gre za grobnico. Zdelo se je kot cerkev ali koncertna dvorana iz preteklosti, kjer je glasba služila kot molitev. Ekipa je uporabila laserske skenerje, da je posnela vsako črto in simbol. Dovolj je en napačen dotik ali celo en sam dih v bližini, da se note zavedno izbrišejo. Zato je bilo vsako gibanje opravljeno z izjemno previdnostjo. Toda medtem, ko so opazovali zadnji del vklesanega motiva, so odkrili še en skrit namig. Takoj pod glasbenimi oznakami je bila zapečatena komora, ki je bila videti globlja od vsega, kar so do zdaj videli. In glede na njihove radarske preglede, bi to lahko bila prava soba, ki jo je ves svet dolgo iskal. Prav sam grob kralja. Kje je pravzaprav pokopan kralj Salomon? Po vsem bogastvu, napisih in skrivnostni glasbi je ostalo eno pomembno vprašanje. Je Salomonova grobnica res tukaj? Do danes še vedno niso našli telesa, sarkofaga ali pogrebne maske. Da, ti prostori res obstajajo. Artefakti so pristni, od zlatih prstanov, menor do glasbenih rezbarij. Vse jasno kaže na obdobje 10. stoletja Prsigonašteštv. Prav v času Salomona. Toda še vedno ni neposrednih dokazov, da je prav on tam pokopan. V šotoru njihove baze so se doktorica Emilia Carter in njena ekipa zbrali okoli zemljevidov, glinenih tablic in naprednih skenerjev. Njihov zaključek je bil, da bi to so našli lahko bil kraljevi arhiv ali zasebno svetišče kralja. Kraj,
zgrajen za varovanje zakladov in spominov. Vendar pa to ni nujno pomenilo, da je tam tudi njegovo truplo. Kljub temu je bilo mogoče vstopiti. Znaki, ki so nakazovali, da je morda nekaj še globlje skritega. Uporabili so skeniranje z umetno inteligenco in odkrili nenavadne votline ter geometrijske linije pod kamnito podlago. Mogoče so to dodatne sobe ali pa jih sploh ni. A vendar obstaja upanje, da je pravo grobišče še vedno skrito, globlje in samo čaka na pravi trenutek. Toda obstaja velika ovira. To mesto je blizu Tempeljskega griča, enega najbolj spornih krajev na svetu. Dovoljenje ni dovolj, potrebna je diplomacija, dogovor in dovoljenje številnih verskih skupnosti, preden se lahko začne izkopavanje. Zato je iskanje začasno ustavljeno, za zdaj ostaja zadnje počivališče kralja Solomona skrivnost. Morda je pod njihovimi nogami, morda ga sploh ni več. A eno je jasno. Kamni so znova začeli govoriti. In z vsakim novim namigom smo bližje odgovoru. Zato je vprašanje, ali je to konec ali šele začetek največjega odkritja v zgodovini Izraela.